Velika večina vas šolska pravila upošteva, dogajajo pa se tudi kršitve. Najpogosteje je to uporaba telefona, pravijo mladi. Velikokrat sem prekršil, da sem med poukom uporabljal telefon, da sem primer se kaj stepil, kaj nazaj govoril učiteljem. Tudi to, da se z mopedi okoli šole vozijo, kar pa je pri nas prepovedan. Ja, mene najbolj moti v bistvu zafrkavanje drugih. Poleg naštetih so tu še vrstniško in drugo nasilje, neupravičeni izostanki od pouka in izsiljevanje. Mene večina časa dolgočasen, pa rečem, ja, bom kaj naredil, da mi na tako dolg čas in pol naredim. Ker si v prekršku, da misliš, da si boljši, se bolj počutiš. Taka šola ima svoj vzgojni načrt, tale je iz osnovne šole, na kateri smo snemali. V njem so zapisani ukrepi, ki jih šola lahko uporabi. Prvi je vedno ustni opomin. Nato pridejo na vrsto pogovori s pedagoškimi delavci in starši, če to ne zadostuje, pa še drugi ukrepi. To je družbeno koristno delo, na primer pomivanje posode v šolski kuhinji, pobiranje smeti okrog šole in branje mlajšim šolarjem. Nam se zdi, da na ta način otroci nekako začutijo, da je bilo nekaj narobe, da je bila njihova aktivnost nekako usmerjena proti delu šole. Mi potem poskušamo otroke pripraviti do tega, da naredijo nekaj dobrega za skupnost. Upamo, da se potem ti prekrški ne ponavljajo več. Sem je dober, ker v bistvu poleg tega, da jih kaznujejo, v bistvu še vzamejo delo enemu drugemu, recimo čistilkam. Naprimer, ne samo za našo šolo, lahko tudi izven šole bi jaz mogoče še dodala, da bi rabili po celi redovnici, naprimer, pobirati smeti. So, za nekatere so učinkoviti, naprimer zame niso prav veliko. Čez nekaj časa pozabim na ukrepe in prekršim spet. Ko včasih se nič ne naučiš od tega, samo včasih pa se. Če so ti ukrepi neučinkoviti, po zakonu o osnovni šoli pride na vrsto izrek vzgojnega opomina, šele nato pa mora biti skrajni ukrep. Zadnji ukrep je seveda prešolanje, je pa prešolanje zelo težko tudi izvesti. Vsi delamo napake, a truditi se moramo, da bi nam bilo skupaj čim lepše.